Pozdravljeni, otroci. Vse nas kdaj pa kdaj zebe. Vsi smo kdaj pa kdaj lačni. Včasih v shrambi nimamo ničesar, vsaj tako menimo. V sledeči zgodbi boste izvedeli, da se zmeraj kaj najde, tudi tam, kjer mislimo, da ni nič. Nekoč je v koči sredi gozda živela stara ženička. Nekega zimskega večera, ko je zapadlo obilo snega in je pihal leden veter, je na njena vrata potrkal mlad popotnik. Nimam hrane, ki bi ti jo lahko ponudila, je rekla ženica, toda on je odvrnil z nasmehom. Samo streho nad glavo potrebujem za nocoj. Sem močan mladenič, najdem lahko karkoli drugega, kar bi morda potrebovala. Spustite me naprej in ne bo vam žal. Vstopi, je rekla in na stežaj odprla vrata. Takrat je opazila, da nosi v eni roki kup dračja, v drugi pa veliko poleno. Mladenič je z njimi zakuril ogenj v ognjišču in hiša je v trenutku postala topla in prijetna. Toda ženica vseeno ni bila zadovoljna in čez čas je zavila z očmi in potožila. V redu, imava ogenj in zdaj je toplo. Toda za podzob se ne bo nič našlo. Pred hišo sem videl majhen zelenjavni vrt, je rekel njen gost. Toda ona je žalostno zamomljala. Kaj bi človek lahko našel na zelenjavnem vrtu sredi zime? Mladeniču to ni vzelo volje in je vzkliknil. Marsikaj odličnega, brez šale vam povem, kar lahko bi v lonec vrgel, če smem. Pohitel je ven in nekaj minut pozneje se je vrnil s čebulo, korenjem, majhno repico in krompirjem. Olupil jih je, opral in jih dal v lonec, da bi se skuhali. Stara ženička je bila osupla. Bila je prepričana, da je zelenjavnega vrta pobrala že vse pridelke. Ni pa vedela, da je mladenič nekakšen čarodej. Malce pozneje je iz svoje malhe potegnil še nekaj čudovitih gob, ki jih je nabral na poti. Prav je in lepo, da se deli, tako hrana še bolj diši. Dodal bom še gobe svoje, vašo kost obrano in ta kamen, ker dolg dan je za mano. S temi besedami je iz žepa potegnil okrogel kamenček in ga vrgel v vodo k zelenjavi. Ta mali kamenček je najpomembnejša sestavina, da hrana bolj diši. Okus ima po velikodušnem srcu, ki je osnova dobre jedi. Ko je bila juha skuhana, jo je mladenič postregel stari ženici, ki je ostala brez besed. To je najbolj slastna juha, kar jih je kdaj okusila. Naslednje jutro se je mladenič poslovil in nadaljeval pot. Toda še prej je dal drobni kamen. Od takrat ni bila nikoli več lačna. Nekega dne je potrkalo na njena vrata. Stara ženica je pomislila, morda je tat, ki mi je prišel ukrast kamen. Zato ni odprla vrat. Naslednje jutro je kamen izginil. Istega dne se je pri njej oglasil mladi čarodej in povedala mu je, kaj se je zgodilo. Mladenič se je nasmehnil in modro odvrnil. Treba je delati in deliti, pa bo na mizi vedno hrana. In do tujcev prijazen biti, ki jim taka sreča ni dana. S temi besedami se je poslovil in se ni nikoli več vrnil.
Od tistega dne je stara ženica še naprej obdelovala svoj zelenjavni vrt in nabirala dračje v gozdu. Vrata je odprla vsakomur, ki je potreboval njeno pomoč. In od takrat ni bila nikoli več lačna in je pogosto jedla v družbi. Poslušali ste tradicionalno evropsko ljudsko povest Juha iz Kamna.